Polovica slovenskih šolarjev uživa na enotedenskih zimskih počitnicah. Najprej so se začele za učence in dijake z vzhoda države, naslednji teden bodo na počitnicah učenci z zahoda. V tem času bodo potekale številne dejavnosti za mlade. Sicer pa je letos narava pravočasno pobelila Slovenijo, tako da mnogi proste dneve preživljajo tudi na snegu. V poslanski skupini SD napovedujejo, da bodo najverjetneje jutri vložili interpelacijo zoper ministra za izobraževanje Žigo Turka. Za interpelacijo so se odločili, ker pod Turkovim ministrovanjem prihaja do razgrajevanja javnega šolstva in možnosti za delo na področju visokega šolstva, razgrajevanja športa in zanemarjanja kulture. Stranka je sicer v petek poslanskim skupinam PS, DL, SLS in Desus ter nepovezanim poslancem poslala vabilo k sopodpisu interpelacije o delu in odgovornosti ministra za izobraževanje. Odgovore pričakujejo do jutri. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je za generalnega direktorja zavoda v novem 4-letnem mandatu imenoval dozdajšnjega generalnega direktorja Marjana Papeža. Če bo k imenovanju dala soglasje tudi vlada, bo to že njegov 3. mandat na čelu zavoda. Svet ZPIZ-a pa je tudi odločil, da se pokojnine februarja uskladijo za 0,1 %. Za toliko je bila namreč povprečna mesečna bruto plača za lani višja kot za leto 2011. Uskladitev velja od 1. januarja, zato bo izveden tudi poračun za januar. Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji je decembra znašala 13%, kar je 0,8 odstotne točke več kot novembra. Število delovno aktivnih oseb se je decembra lani prvič po marcu 2003 spustilo pod 800 000. Najbolj se je povečalo število brezposelnih v starostni skupini 55–59 let in sicer za več kot 2000. Hkrati pa se je nekoliko znižalo število mladih v starostni skupini 15–24 let. Po vrsti odkritih primerov domnevnih plagiatov se zdaj z očitkom suma plagiatorstva srečuje še vršilka dolžnosti direktorja ptujske bolnišnice Mirjana Bušljeta. Skupina prijaviteljev je po poročanju časnika Dnevnik prijavila sum, da je Bušljeta v svoji magistrski nalogi neupravičeno uporabila njihove ugotovitve. Bušljetova naj bi si bila brez njihove vednosti in soglasja prisvojila raziskovalno delo z področja obvladovanja bolnišničnih okužb. To delo predstavila kot svoj avtorski dosežek, na seznamu uporabljenih virov pa ni navedla dela oškodovancev. Slednjim naj bi po lastnih ocenah pripadalo 75% raziskovalnega dela v njeni nalogi. Bušljetova je z magistrskim delom septembra 2011 končala študij na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Na fakulteti zadevo preiskujejo. Sprva bo še deloma jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa spet naraščala. Temperature bodo od -6 do -1 stopinja Celzija, dnevne pa podobne kot danes. V sredo in četrtek bo oblačno, tudi po nižinah naj bi snežilo. V Dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Preverili smo, koliko otrok preživlja počitnice na smučiščih Mariborskega Pohorja. Mariborski rokometaši so v vrhunski formi, pomembno zmago so si priigrali tudi v ligaškem delu pokala EHF. Na Arehu lahko občudujemo bajte in koče, ki so jih v soboto oblikovali snežni kiparji. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18. uri.